Lepo pozdravljeni, sem Noemi Duran in vas pozdravljam v nizu webinarjev Osnove vere in znanosti, ki jih organizira organizacija GRA, Geoznanstveni raziskovalni inštitut, kjer smo raziskovali povezavo med Biblijo, filozofijo in znanostjo na temo nastanka. Še smo v sklopu o biologiji in danes je na vrsti 11. srečanje. Naslov je Epigenetika in preadaptacija. Kakor razberete iz naslova, bomo danes nadaljevali z genetiko. Genetika je veja biologije, ki proučuje dednost, molekularna genetika pa je del genetike, ki proučuje molekule, ki vsebujejo informacije, ki se prenašajo iz roda v rod. Kot veste, je ta informacija kodirana v DNK in kakor zaklad zaščitena v jedru celice. Začeli bomo z vprašanjem. Veste, da je DNK podaljšana molekula v obliki spiralnega stopnišča. V jedru človeške celice je 23 parov kromosomov, kar je 46 DNK molekul. Če damo DNK ene same človeške celice v vrsto, eno molekulo za drugo, kako dolga bi bila? To je vprašanje. Zdaj pa bom z vami podelila vprašalnik. Torej, vprašanje je pred vami in možni so 4 odgovori. Izberite tistega, ki je po vašem mnenju pravilen. 8 nanometrov, 3 milimetre, 1 centimeter ali 2 metra. Če kdo ne ve, je nanometer milijonkrat manjši od milimetra. Nikar se ne bojte odgovoriti, nihče ne bo padel na izpitu. Še malo počakajmo. 60% vas je odgovorilo in že glasovalo. Še nekaj sekund, da vidimo, ali bo odgovoril še kdo. Sedemdeset odstotkov. Mislim, da ste tisti, ki ste želeli sodelovati, že odgovorili. Zapiram vprašanje. Videti je, da ste razdeljeni med odgovori, a večina se je odločila za 2 metra. Večina od 73%, ki ste sodelovali, je odgovorila 2 metra. In to je pravilen odgovor. Dolžina DNK celice je približno 2 metra. Znotraj vsake vaše celice je 2 metra DNK. Kako je to mogoče? Celice so mikroskopske in jih s prostim očesom ne moremo videti. Jedro je samo majhen del celice. Kako se lahko 2 metra DNK prilega tja? DNK je zelo dolga, zelo tanka molekula, ki se prilega v majhen prostor, če je dobro organizirana. Kakor nitka na motku. Dolga je 100 metrov. Zavzame pa dokaj malo prostora, ker je lepo navita na plastični motek.
Prepričana sem, da ste opazili, da je v celici vse odlično organizirano in enako velja za jedro. DNK ima svoj motek iz posebnih proteinov, ki se imenujejo histoni. Histoni so v skupinah po 8, in sicer 8x8 v dveh svežnjih. Okoli njih se ovije DNK in dobimo strukturo, ki je podobna nizu biserov. Kasneje se vse še bolj stisne. Svežnji histonov in DNK, imenovani nukleosomi, se zvijajo v gostejša vlakna, ki se še bolj zložijo. Na tej sliki vidimo model vseh nivojev zlaganja. Čeprav smo DNK prikazali s tipično strukturo, podobno spiralnemu stopnišču, kakršno je to na spodnjem delu slike, dejansko v celici ni v takšni podobi, ampak je ovita in zelo tesno zložena okoli histonov. Če ne bi bilo tako, se ne bi prilegala. Ko se celica deli, DNK postane še bolj kompaktna, njene molekule se krajšajo in debelijo in se ločijo med seboj. V tem času lahko pod mikroskopom vidimo kromosome. To so kromosomi. V preostalem delu celičnega cikla, ko se celica ne deli, pa je DNK v stanju srednje zgoščenosti. Če jo pogledamo pod mikroskopom, vidimo prepletena vlakna ali lise, pri čemer ne ločimo različnih molekul. Dejstvo, da je DNK ovita, je težava. Pojasnili smo že, da DNK vsebuje informacije za izdelavo vseh proteinov v telesu ter drugih molekul, kot so RNK, ki jih celica potrebuje. Te informacije morajo biti na voljo, da se kopirajo in uporabijo, kadar je to potrebno. Kaj pa, če so informacije, ki kodirajo določene proteine v središču motka in jih prekrivajo druge strukture in niso dostopne, da bi jih proteini lahko našli, brali in kopirali? Kot si lahko predstavljate, je vse premišljeno. Večina celic ne uporabi vse svoje DNK. Se spomnite, da so vse celice v telesu iz prvotne celice, zigote? V vsaki celici se tako nahajajo vsa navodila za izdelavo popolnega organizma. V začetku razvoja zarodka so celice vse enake. Kmalu se začnejo specializirati. Tiste, ki bodo del živčnega sistema, dobijo zvezdasto obliko in se zelo razlikujejo od tistih, ki bodo tvorile kožo, jetra ali mišice. Pri specializaciji celic se blokira vsa DNK, ki je več ne potrebujejo. Nevroni ne bodo več proizvajali prebavnih encimov ali mišičnih vlaken, zato se DNK, ki vsebuje te informacije, zelo tesno zapakira in s tem pusti več prostora za DNK, ki se bo redno uporabljala. To je znano že dolgo. V zadnjih desetletjih pa so znanstveniki odkrili mehanizem, s katerim celica blokira ali odblokira določena področja DNK. Ta odkritja so osupljiva. Zdaj pa se poglobimo v temo današnjega dne, epigenetika. Izraz epigenetika je skovan iz besed genetika in predpone epi. Epi pomeni nad ali zunaj. Genetika proučuje notranjost DNK, črke, epigenetika pa to, kar je nad ali zunaj DNK. Pred vami je slika podobna tisti, ki smo jo videli prej, o stopnjah pakiranja DNK.
Če pogledate natančno, vidite, da je ponekod v DNK in v histonih videti manjše pripojene molekule drugih barv. Na sliki so rumene. Te molekule so kakor nalepke prilepljene nad ali zunaj DNK na določenih lokacijah, ki vplivajo na izražanje genov. Nekatere teh nalepk povzročijo, da se poprej nedostopni deli DNK povsem odprejo in odvijajo, da jih lahko proteini berejo in kopirajo. Druge nalepke počno prav nasprotno. Zapirajo dele DNK, jih blokirajo, da se jih ne da brati. To je izrednega pomena, saj so informacije, DNK črke, še vedno navzoče v pravilnem vrstnem redu, vendar so neuporabne, ker se jih ne da brati. Kot bi imeli knjigo, kjer bi bili dve strani zlepljeni. Besedilo je še vedno tam, vendar ga ne moremo brati, niti vedeti, o čem piše, ker nimamo dostopa. Nalepke, ki odpirajo ali zapirajo DNK, so kemijske molekule, običajno metilna skupina, kot tale na sliki. Ko so nalepke pripojene, strokovnjaki pravijo, da je DNK metilirana. Te nalepke imajo dve zelo pomembni lastnosti. Prva je, da okoljski dejavniki vplivajo na to, ali so nalepke nalepljene ali odlepljene. To, kar nalepke lepi ali pa jih odstranja z določenih lokacij v našem DNK, je hrana, ki jo uživamo, ali pa količina stresa, ki smo mu podvrženi. Druga lastnost je, da se nalepke dedujejo. Predajajo se iz roda v rod. Ko se kopira DNK in izdela spolne celice, ki bodo uporabljene pri razmnoževanju, se ne kopirajo samo DNK črke, temveč tudi nalepke na zunanji strani. Ne vem, ali se zavedate, kako pomembno je to. Verjetno ne, ker je težko. Znanstveniki, ki so to odkrili, so prav tako težko razumeli, kaj vidijo in kakšne so posledice tega. Naj vam povem o raziskavah, ki so odprle njihove oči. Raziskovalna skupina je proučevala, kako mame podgane skrbijo za svoje mladičke. Opazili so, da so nekatere mame zelo ljubeče in veliko časa ližejo in ljubkujejo svoje mladičke. Druge podgane pa so bile v tem skope in so se zelo malo menile za mladičke. Tretje pa so bile nekaj vmesnega. Proučevali so mladičke teh podgan, dokler niso odrasli. Mladički neljubečih podgan so odrasli v agresivne, obremenjene in so se vedli nenormalno. Medtem ko so podgane, ki so bile kot mladiči deležne ljubezni, bile veliko bolj zdrave in mirnejše. Da bi ugotovili, ali gre za genetsko razliko, ali so imele torej matere slabe gene, ki so prešli na njihove otroke in so bili problematični, ker so imeli gene slabe matere, so se raziskovalci odločili opraviti eksperiment in zamenjati leglo. Mladiče neljubeče podgane so dali ljubeči podgani in obratno. Spet so jih opazovali, dokler niso odrasli. Rezultati eksperimenta so pokazali, da ni pomembno, kdo je biološka mama. Pomembno je, kako se je ravnalo z mladiči. Ljubljeni in negovani so bili bolj zdravi in manj agresivni kakor drugi, ne glede na njihove gene.
Ko so proučevali DNK teh dveh tipov podgan, so opazili, da gre za pomenljivo razliko v vzorcu metilacije. Vrsta ravnanja matere do mladičev je spremenila DNK nalepke mladičev, kar je vplivalo na gene, ki so se izrazili v odraslih. To je vplivalo na njihovo vedenje in zdravje. Obstaja še en zelo zanimiv eksperiment z mišmi, ki imajo mutacijo imenovano agouti. Zaradi te so miši rumene, debele in imajo še druge zdravstvene težave, kot recimo diabetes. Ta mutacija vpliva na črke DNK, zaporedja in se prenaša na potomce. Mladiči agouti miši so enakega videza in imajo enake težave kakor njihovi starši. Raziskovalci so se odločili hraniti breje mutirane matere, torej rumene, s posebno hrano, bogato z metilno kislino. In večina mladičev se je skotila z normalnim videzem. Bili so rjavi, nedebeli, niso imeli diabetesa, živeli so dolgo in srečno življenje brez zdravstvenih težav. Na tej fotografiji vidite mamo in sina. Ko so analizirali DNK otrok, so odkrili, da je mutacija še bila navzoča, a je bilo področje metilirano, označeno z nalepkami. Toliko, da je bil gen blokiran, ni se ga dalo brati in bolezen zato ni mogla izbruhniti. Opravili so še več študij z različnimi vrstami živali in rezultati so bili podobni. Zunanje okoliščine, še posebej v razvoju zarodka in v prvih stopnjah razvoja, povzročajo spremembe v DNK, metilacijske vzorce, lepijo nalepke ali jih odstranjujejo in to ima dobre ali slabe posledice za zdravje posameznika, pa tudi njihovih potomcev. Čeprav takšnih eksperimentov niso opravili z ljudmi iz etičnih razlogov, so raziskovalci odkrili, da to velja tudi, če proučujemo družino ljudi, ki so pretrpeli velik stres ali težave. Na primer, opravili so študije na potomcih ljudi, ki so pretrpeli hudo lakoto ali so bili zaprti v koncentracijskem taborišču, ali pa so preživeli vojno. Nekaj zbranih podatkov je logičnih in pričakovanih. Otroci žensk, ki so bile noseče, ko so prestajale te razmere, so utrpeli posledice in imeli zdravstvene težave. Opazili pa so še nekaj drugega, kar se ni pokazalo takoj. Negativni zdravstveni učinki so se nadaljevali še kasneje. V naslednjem rodu, ne samo pri otrocih, temveč tudi pri vnukih in pravnukih, čeprav so ti odrasli v normalnih razmerah brez pomanjkanja. Študije DNK teh družin so odkrile nenormalne vzorce metilacije. Strokovnjaki so z zbiranjem informacij mnogih študij prišli do sklepa, da imajo zunanji dejavniki, ki vplivajo na DNK, etiketiranje, precej predvidljive učinke. Poznamo dejavnike, ki so dobri, zdravi in imajo pozitivne učinke, ter slabe, ki vplivajo negativno. Zdrava prehrana, šport, prijatelji, zdravo duhovno življenje, vse to etiketira DNK tako, da se odprejo pravi geni, geni, ki naj se ne izrazijo, pa so blokirani. Po drugi strani pa nezdrava prehrana, mamila, stres in podobno zaprejo gene, ki bi se morali izraziti, odprejo pa tiste, ki bi morali biti blokirani. Na primer, rak ima genetske sestavine. Obstajajo ljudje, ki so nagnjeni k temu, da bodo oboleli za rakom. To je zapisano v njihovih genih. Zdi se, da ne moremo storiti ničesar. Nekaj pa le lahko. Dobra hrana in zdrav življenjski slog lahko etiketirata gene,
ki spodbujajo raka, da se blokirajo in utišajo in se ne izrazijo. To ne pomeni, da če dobro jemo, se rekreiramo, imamo dobre odnose z drugimi in Bogom, zanesljivo ne bomo imeli raka. Žal to ni tako. Prepričana sem, da vsi poznate koga, ki je zelo zdrav, pa je preživel ali celo sedaj preživlja to strašno izkušnjo. Gre za verjetnost. Obstaja nekaj znanstvenih raziskav, ki raka povezujejo z epigenetskimi dejavniki in to nam vliva upanje. Ne moremo določati, s katerimi geni se bomo rodili, lahko pa nekako nadziramo njihovo delovanje, tako da jih etiketiramo z ustreznimi nalepkami. Rada govorim o tem, saj je to potrdilo zdravstvenega sporočila, ki ga adventisti oznanjajo že 200 leti. Ellen G. White in pionirji adventizma niso vedeli ničesar o epigenetiki, pa so priporočali veliko reči, ki jih sedanja znanost šele odkriva. Še nekaj, tvegala bom, da me kasneje teologi pograjajo, ker sem vzela besedilo iz konteksta. V Svetem pismu je nekaj vrstic, ki se zdi, da govorijo o epigenetiki. Najdemo jih v 2. Mojzesovi knjigi in 5. Mojzesovi knjigi. Boga opisujejo kot njega, ki širi kazen za hudobnost staršev na otroke do 3. ali 4. rodu. Vendar pa je drugod v Svetem pismu zagotovljeno, da Bog ne pričakuje, da bodo otroci plačevali za grehe svojih staršev. Kako naj razumemo vse to? Bog je opozoril, da dejanja staršev vplivajo na njihove otroke in da bodo otroci otrok prav tako čutili posledice, ki bodo veliko resnejše in globlje od tega, kar bi si v danem času lahko zamislili. V povezavi s temami naših webinarjev ima epigenetika pomembne posledice. Če DNK proteinski sistem neizpodbitno priča o načrtu, dodaten sloj informacij iz epigenetskih dejavnikov ta argument še okrepi. Epigenetika nas uči, da so živa bitja opremljena z veliko več geni, kot jih potrebujejo za preživetje in razmnoževanje. Vsebujejo veliko količino dodatnih informacij, ki jim pomagajo, da se prilagodijo novim razmeram, da vklopijo določene gene ali jih izklopijo. Mutacije in naravna selekcija ne morejo pojasniti pojava epigenetskega nadzora, saj naravna selekcija deluje samo na gene, ki so izraženi. Z besedami Richarda Dawkinsa v njegovi knjigi Slepi urar, evolucija nima dolgotrajnega cilja. Naravna selekcija nima v mislih namena. Nima uma in nevidenja. Ne načrtuje za prihodnost. Nima vizije, ne predvideva sploh nobenega pogleda. Epigenetika pa nam govori nasprotno, da so bila živa bitja narejena s predvidevanjem in da so načrtovana, da se lahko s prihodnjimi razmerami soočijo drugače, kakor so se s tem soočili njihovi predniki, in s tem, kar bi lahko povzročila naravna selekcija. Odkritja epigenetike vplivajo na klasične razlage teorije evolucije. Se spomnite, ko smo govorili o teoretično koristnih mutacijah, ki v resnici uničujejo reči? Obstaja primer iz učbenikov, ki omenja slepo ribo, ki živi v jamah v Mehiki. Tradicionalna razlaga navzočnosti populacije teh slepih rib v jamah je naslednja. Predniki teh rib so živeli zunaj in so imeli delujoče oči. Skupina teh pa je nekako končala v podtalnici jame, kjer ni bilo svetlobe. Naključno, kajti mutacije se zgodijo na slepo,
je prišlo do mutacije pri eni od teh rib in se ji oči niso razvile. V drugih razmerah bi bila mutacija zelo škodljiva, znotraj jame, kjer ni svetlobe, pa slepota ni pomanjkljivost v primerjavi z ribo, ki ima oči, saj znotraj jame ne vidi nihče. Lahko bi celo rekli, da gre za prednost, saj so oči zelo kompleksen organ in delovanje oči zahteva veliko energije. Slepa riba lahko porabi vso to energijo za kaj drugega, recimo za iskanje hrane ali razmnoževanje. Tako se je mutacija slepote širila skozi populacijo vse do neke kasnejše generacije, ko so bile vse ribe slepe. Gre za nenavadno in zanimivo in verjetno zgodbo, ki pa je tudi napačna. Pred kratkim so namreč odkrili, da slepa riba ali jamska riba ni slepa zaradi naključnih mutacij, temveč zaradi epigenetskih mehanizmov. Geni za nastanek oči so navzoči, a jih je metilacija izključila. Da bi znanstveniki dokazali, da je tako, so v ribje zarodke vbrizgali snov, ki ovira metilacijo. In zarodkom so se razvile oči. To je nadvse pomembno za zadevo, s katero se ukvarjamo. To pomeni, da je Bog v bitja vstavil mehanizme, ki dovolijo, da se prilagodijo različnim okoljskim razmeram. Recimo življenju v temi. Rezultate teh prilagoditev pa lahko vidimo kot slabe. Morda si težko predstavljamo, da bi Bog načrtoval slepo ribo. Lažje si je predstavljati, da je dal Bog ribi orodje, da lahko po padcu v greh preživi v manj idealnih razmerah. Kot v jamah, kjer je malo hrane in je treba z energijo varčevati. Brez oči pa je to lažje doseči. Gre za rešitev za varčevanje energije, ne pa za trošenje. Odkritje epigenetike pojasnjuje mehanizme za hitro prilagoditev. Organizmi niso več odvisni od naključja, kot recimo zajec, ki živi v snežnih pokrajinah in bi po naključju trpel mutacijo, ki ga spremeni v belega. Namesto tega zajec s temnim kožuhom, ki živi v snežnih pokrajinah, zapazi spremembo barve v okolju, kar povzroči, da se ne aktivirajo geni, ki producirajo melanin. S tem se zajec prilagodi namerno in veliko hitreje. Obstaja študija, ki je niso opravili zajci, temveč s kuščarji. Prikazuje točno to. V Združenih državah Amerike obstaja kuščar, ki živi na različnih podlagah. Vsaka populacija je barve podlage, na kateri živi. Nekateri so svetlejši, drugi temnejši, odvisno od skal, kjer normalno živijo. Različne populacije imajo med seboj genetske razlike. Zanimivo pa je, da če kuščarja preselijo iz trenutnega okolja, recimo iz svetlejšega področja na temnejšega, se v manj kot tednu spremeni, da se zlije z novim okoljem. Pred vami so fotografije. V resnici gre za istega kuščarja pred in potem, ko so ga preselili iz svetlejšega puščavskega okolja na področje s temnimi vulkanskimi skalami. To pomeni, da je žival z očmi zaznala spremembo barve. S tem se je nekako preneslo sporočilo, ki je povzročilo spremembo pri produkciji kožnega pigmenta. Znanstveniki kreacionisti so nad epigenetiko izredno navdušeni. Obstaja kar nekaj adventističnih raziskovalcev, ki se ukvarjajo s to temo. V dodatni snovi bo članek, da lahko preberete, kaj se trenutno dogaja.
Kot vedno pa so reči, ki jih še ne poznamo. Rekli smo, da se epigenetske nalepke prenašajo iz roda v rod, a ne trajajo večno. Da bi bila prilagoditev trajna, se morajo spremembe prenesti z zunanjega dela DNK v zaporedje črk. In še vedno ne vemo, kako pride do tega. Bomo pa še raziskovali. Tu bomo končali, naslednji teden končamo del o biologiji z eno mojih najljubših tem. Eno najlepših tem, in to je naravna selekcija in altruizem.